Lepo, lepo pozdravljene v najni družbi. Moje ime je Leticia Fortin, z mano pa je tudi Barbara Pust Velikanje. Živa, Barbara, Živjo, kako si? prav lepo zdaj po meditaciji, ki smo naredile skupaj. A A ne? ne? Ja, res. Mi dve z Barbaro so se pred tem videom še povezali. Predvsem pa sva tukaj danes z vami zato, da vas popeljeva, drage ženske, v samo bistvo delavnice Nova ti, pomirjena in povezana. Upam, da ste jo že videli na netu, na Facebooku oziroma po spletu, ker jo že prikazujeva in seveda toplo vabiva v najin krog. Sva pa začutili, da bi bilo zelo lepo, da se vam tudi osebno predstaviva in pa da dobite malo pogled, kako in zakaj je ta delavnica sploh nastala. Barbara, vse se je začelo v Škocjanskih jamah, a ne? Ja, to je bila res zanimiva zgodba, ker takrat je bila še tako zapisana, da je Sara z nama, ne? Da smo tri ženske in vse to je bilo z namenom. Ena taka zgodba je bila, ko je bila Sara pri meni, ne? Če kar delim. In me Sara vpraša, ko mi dve zaključiva, kar smo delali, ne? In me vpraša, kam pa greš, ne? In pravim, a greš v hribe, rekla sem, kaj ne, v Škocjanske jame. Pa samo za trenutek pomisli in reče, jaz bi tudi šla. In tako, pa pejt? In reče, a res? Ja, jaz kar grem. In so se zmenile, čeprav se nista vidve poznali, a ne? Ja, ampak je rekla, jaz sem Leticijo videla na spletu, zdaj sem gledala njene magične kretnje in tako, in je rekla, jaz bi šla. In pol smo se dobile, a ne? Kaj se je pol zgodilo, Leticija? Ja, tako, res tako magično. Jaz sem si že en čas želela iti v Škocjanske jame in ko je rekla Barbara, da se dobimo, da ima nekaj za predati, eno sporočilo, sem rekla, prosim, gremo v Škocjanske jame. In Barbara je bila za, je prišla še Sara, tako da smo v bistvu vse tri šle v jame in jaz sem takrat začutila, da se je začel neki sidrati, čeprav nisem še točno vedela kaj, ker Barbara mi še ni tega predstavila. Namreč ta ideja glede te delavnice je prišla k Barbari. Tako da mogoče povej, Barbara, kako si dobila to idejo, kaj se je zgodilo? Ja, v bistvu je bilo tako, da se je sidralo to že dosti prej, ne? Se pravi, po avgustu enkrat se je to že začelo sidrati, oziroma se lahko bi rekla že prej, ne? Čist na nekem nivoju, ampak tako, da sem bila res, res pozorna in da je bilo zelo tako močno prisotno znotraj mene, je bilo potem po avgustu, a ne? In ker še nisem vedela točno, kako bi to izgledalo, kaj bi to bilo, samo da se sidra decembra dol, da potegnemo to energijo za vse ženske, za vse nas, da smo pripravljene. A ne, ker je kaj najlepše, kot da se pripraviš prej in da veš, da se lahko, pa ne na tisto najhujše, ampak na tisto najlepše. A ne? Da prižgemo svoje jajčnike, pripravimo svojo maternico, odpremo srce, srce ga aktiviramo in še pinealno žlezo in tretje oko dodamo, a ne? Da res lahko aktiviramo svojo vizijo. Ampak potem mi je prišla Leticija na misel, ne skozi, ne Leticija ima nekaj, z njo dej. Tako da jaz sem imela v mislih Leticijo takrat, in sem potem tudi rekla Letici, nekaj imam zate, če ti bo ok, a ne, nekaj bi delila, in potem je vskočila še Sara in sem rekla, ok, očitno je treba, da smo tri, ne, in se je res izkazalo, ne, ker če ne bi bilo Sare, 3 centrov verjetno ne bi imele zdaj 3 centre, kar je bilo pa namen, da združimo te 3 centre, ne vsega posebej, a ne, in ne da koga spustimo, ampak res vse 3 centre povežemo, ker so pomembni, a ne. Ja, in potem smo prišle, ja, in smo bile globoko v maternici, a ne, v Škocjanskih jamah. Dobesedno. Jaz sem tako močno začutila potem, ko smo prišli iz jam, ko si ti govorila o tej ideji, tako sem res začutila, ja, wow, to je to. Čeprav pravzaprav še nič ni bilo dorečeno, nismo čisto točno vedeli, kako pa kaj, ampak res
ta povezava, oziroma to, kar si ti povedala, meni je bila všeč beseda ožičenje, da se ožičimo za 2025, me je tako Ja. povleklo. Vse ostalo je bilo pa samo še potem nadgradnja vsega skupaj. Sara se je pač mogla upravičiti zaradi osebnih razlogov in je potem en čas nazaj se umaknila. In seveda so mi z Barbaro nadaljevali po tej poti in zelo veseli, da nama je odprla vrata do srca, ker ga bova tudi midve seveda v tej delavnici, bomo odpirali srčno čakro, se povezovali, aktivirali. V glavnem, zelo to vse paše, vsi te trije centri skupaj, a ne, se pravi, da gremo od glave v srce, v maternico in vse skupaj povežemo. No, ampak nama se je tudi dogajalo, medtem ko smo ustvarjali, kreirali to delavnico in obenem tudi tole sliko za mano, ki je res tako, wow. Božansko. Ja. Tukaj se sicer ne vidi, zgoraj je torej ena svetloba v glavi, potem v srcu in v maternici. In tako se nam je vsem zdelo, oziroma zdaj tudi nama, kaj v bistvu z svojim znanjem lahko podariva ženskam oziroma predava ženskam, a ne. Zdaj, če začnemo najprej ta prvi center, daj mi malo ti povej še več, oziroma našim ženskam, gledalkam povej, kaj je to, zakaj sploh aktivira to, kaj se bo dogajalo na delavnici. Leticija, super, ja, da lahko to poveva in deliva. Še prej bi pa jaz sem nekaj zdaj samo zavesla, zdaj ko govoriva. In sicer, kako se je meni telo zložilo skupaj, ne? Ker v bistvu so ti, namen je bil, ne? Ampak vedno preden ti predaš delavnico, se na tebi, a ne, stvari premikajo in doživljaš preobrazbo že prej. Seveda normalno, da lahko potem res dobro deliš naprej, ne? In pelješ prijavljene, ne, udeleženke skozi cel proces. Namreč jaz sem imela poškodbo na trtici že od otroštva, iz osnovne šole. In čeprav smo to nekako sanirali kasneje po mojih porodih dveh, je še vedno, ne, ko sem se šla slikat, avro se je videlo, da je tukaj še vedno ni v redu, da je še vedno poškodba prisotna, ampak bolelo me ni. In se je tako zgodilo, vse je bilo v skladu, ne, vse, cel proces res tako prav peljete. Tako kot smo s Saro delali, en tak proces in skozi tisti proces sem jaz tako rasla in se sestavljala in potem je prišla še ena druga stvar, ki mi je zelo pomagala, da sem se jaz sestavila. Končno, kot da bi imela telo na polovico, ne, se pravi, en del ni čist bil, se pravi, nista delovala skupaj, ne, nista bila povezana. In ko ti nisi povezan, nisi pomirjen zares vse, pa ne. In meni se je v tem času zgodilo to, da se je moje telo zdaj zares lahko povezalo. Ne znam povedati, ampak jaz sem končno začutila, da je energija stekla po hrbtenici, gor in dol, da ni več ničesar tam, a ne. In ni slučaj, da je bilo to glih v tem času, ko se je rojevala pač tudi tale delavnica, a ne. Ki pa je veliko več v bistvu, a ne, kot sam delavnica. Veliko širše gre. Ampak, okej. Težko z besedami, a ne, v bistvu to vse skupaj opisati, ko pademo v ta proces, ko se nam začne dogajati. In ja, tako kot je Barbara rekla, obe čutva ta proces. Jaz recimo prav čutim te povezave tako, kada so začele zdaj sodelovati med sabo toliko bolj. Jaz sem bolj pomirjena in povezana dobesedno. Kot je naziv te delavnice, tako se tudi meni dogaja, ne, tako kot si rekla zdaj. In neverjetno, kakšno moč ima namera, a ne, ko so midve postavili ta naslov in vse skupaj, kako se to lepo potem odplete v življenju, a ne, in nas povezuje tudi med sabo, konec koncev tiste, ki boste prišle na delavnico, je prav, da pridete, oziroma je v najvišje dobro vseh nas, a ne, tako da jaz res se zelo veselim te delavnice. Ja, tudi jaz, res. In zdaj, ko si govorila, mene je šlo tako na jok, zato ker sem spet ozavestila, da kako pravzaprav
imam letos tako umirjen december, kot že leta in leta ne. In to je del tega, ne, ga samo gledam, ampak sem povezana in pomirjena, ker vem, da se bo vse lepo uredilo, ne glede na to, a jaz tukaj delujem, pa sem v akciji ali ne. In letos sem tako pomirjena in spet bom rekla, nekaj, kar ni naključje, ker je del tega procesa. Ja. Ja. In vsak doživlja to po svoje, tako kot je najbolj prav za njega, ko gre skozi, a ne? Tako tudi jaz sem vidim, letos je 1. december, da sem tako mirna in tako dobesedno v miru, no. Ja, v miru lahko rečem in tako, tudi meni se zelo veliko stvari dogaja, ampak moram reči, da vse pohendlam dobro in tudi ta pač retro Merkur, ki je zdaj vmes Ja. odšel, mi je čisto ok in res en lep proces. No. Odkar smo šle ven iz škocjanskih jam, se mi zdi, se je začelo dogajati in zdaj se tako samo odpira in sem tako vesela, da si dala to idejo, no, da narediva to delavnico. In sem hvaležna, da se je to tako razpletlo. A ne? In ja, rekle smo in smo postavljale termine, ne, tudi v druge mesece, ampak je bil december tisti, ker je pač treba prizemljiti to energijo. In se bo prizemljila. Morda se bo v taki obliki delavnica ali pa nadgrajena še ponovila v naslednjem letu. Kdo ve, ne? To se potem pokaže, ko bomo vedeli, kaj bomo mi naredili skozi ta proces. In zdaj mi je samo padlo spet tako. Zamisli si vse te ženske, ki bomo aktivirale vse 3 centre, se povezale skupaj, ne? Ker kot skupina je pa spet še drugo in močnejše in globlje in še srčnejše in lepše. Kaj lahko svetu da taka ženska? Ko je povezana, ko je sama povezana. Od svoje družine, otrok, prijateljev, sodelavcev, ne, to se kar širi, to je cela mreža. In zato so take lučke, jaz vidim v taki mreži, take lučke, kot so za tabo, ne. Ja. Tako, vse je povezano z vsem. Ja. In nismo samo mi, ne ostane samo pri nas, avtomatično, ko spremenimo energijo, avtomatično gre, bom rekla, in se nalezejo vsi tega. Ja. Bom rekla, prijetnega. A ne? Tako. In zanimivo je to, ne, da vsakeč znova, ne, čeprav že toliko beremo in gledamo, ampak recimo jaz osebno sem v tem že toliko let, 20 let in več, ampak vsakeč znova, ker recimo nekdo tako, kot ti zdaj govoriš, in se mi samo to, te lučke tukaj se mi vklapljajo in ja, to je to, ja, tako si želim živeti, pomirjeno in povezano s sabo in s svetom, konec koncev, ne. Točno to. Da mi nehamo begati non-stop, pa iskati, pa ljubezen, pa pozornost, pa denar, pa ne vem kaj. Ne, bodi tukaj not, zato ker se bo res vse obrnilo okoli in bo prišlo. Bodi ta magnet, ampak ne, z zavedanjem teh 3 centrov, ker te 3 centri so pa naša moč, ženska moč. A ne? Ženska moč. No, Ja. zdaj bomo pa spregovorili še o teh 3 centrih, drage dame. Torej, vse 3 centre bomo povezali in boste zdaj izvedle, katere 3 centre in tudi malo na kakšen način, oziroma zakaj je tako pomembno, da so ti 3 centri povezani. Barbara, pa boš ti začela kar s svojim centrom, prvim, tretje oko. Ja, v bistvu tale center, ki je tako mičkan, a ne, mene so učili, da je kot grahek mičkan v sredini, ne, in pa povezan s 3. očesom, ne. Zdaj, bom rekla, 3. oko je bilo pred leti, ko sem se jaz učila, pa delala z angeli, pa aktivirala svojo intuicijo, tako zelo pomembna zadeva, zelo znano, vsi so želeli to, a ne, ampak samo, da se ti odpirajo slikce ali pa neke barve, zaznave, brez da ti veš, kaj to je, ne rabiš. Enostavno ne rabiš. In šele, ko je 3. oko povezano zdaj s pinealno žlezo, ne, ki je v sredini, taka svetlobna lučka majhna, ampak zelo, zelo močna, ne, dobesedno skoraj vse od nje odvisno, kako mi živimo, kako potekajo, kako se te lučke odpirajo naprej po žlezah po celem telesu.
in se povezuje z našim tretjim očesom. Ne? In ko bomo mi dali namen, da odpiramo svojo vizijo za 2025, se pravi, da mi konkretiziramo, ne samo tako, da nekaj odpiramo, ampak konkretno za 2025, ne, kaj si jaz želim, kdo si jaz želim biti, ne, kakšna si želim biti, kako to zgleda, da to aktiviram in kakšen doprinos, ker bistveno je tako, ne samo za nas. Mogoče kdo tudi na tej točki, ne, da res se najde, ampak predvsem, da smo dobrobit za cel svet oziroma naše okolje, ker smo. Ker potem se to še bolj širi. A ne? Ampak najprej pa moramo zase poskrbeti, ne? V vsakem primeru. Začnemo pri tej točki, Ja, sabo, vedno pri sebi. no? Vedno Tako. začnemo pri sebi, vedno aktiviramo in osvetljujemo sebe najprej in potem gremo Tako. avtomatsko naprej, a ne. Ampak potem vizija, ne? Vizija je pa nekaj širšega in večjega, kot smo mi. Je pa tako, naše delovanje tukaj in zdaj v tem prostoru, planetu, univerzumu, kar hočete, ne? In ko se to odpira, a ne, in delaš, bom rekla, na ta način in uporabljaš potem te centre, se ti tudi še vedno bolj odpira te lučke, svetloba sija, vedno bolj ti je jasen, ne? In potem ti to lahko naprej pelješ, ne? In pelješ v srce, ja? Tukaj pa pol, ti veš, Leticia, se odpre, ne? Tako, tako. In je magnet, in še večji magnet, ga dol povlečeš, ne? Tako, srčna čakra je v bistvu oziroma naše srce. Ko so merili elektromagnetno sevanje, so ugotovili, da srce ima najširše elektromagnetno sevanje, tudi do par kilometrov široko. Tako da, recimo, naši možgani imajo pa samo 5 centimetrov, ne, to so delali na Heart Institute in je to meni bilo tako zanimivo, ker sem to slišala. In pri novorojenčku, na primer, se najprej razvije srce, a ne? Tako da, mislim, Wow. če to ni sporočilo, kako pomemben je odpreti svojo srčno čakro, ne, in v bistvu povezati vse to. Jaz recimo na srce gledam tudi kot na nekega povezovalca med spodnjimi 3 čakrami pa zgornjimi 3 čakrami, ne. Se pravi, naše prve 3 čakre so zelo pomembne. Mogoče še premalo dajemo poudarka, ker mi moramo biti prizemljeni. Prva čakra, druga čakra je naša lastna vrednost in tretja čakra je volja. In to nujno rabimo za to, da mi lahko karkoli ustvarimo v svojem življenju, še posebej takrat, kadar želimo stvari spreminjati. In potem naslednje, se pravi, če je potem srce, potem je grlena, tretje oko in pa kronska, ne, to so pa te zgornje povezave, ki se povezujejo z zgornjimi nivoji, grlena zato, da se izražaš, da se kreativno, ustvarjalno izražaš, tretje oko, da jasno vidiš, a ne, in da bolj sebe tudi v drugi luči, kakor si bil navajen, naučen, in potem seveda kronska čakra, odprtje zgoraj z kozmičnimi vibracijami. Srce na sredini pa vse to združuje, se pravi, vseh teh 6 čakr, spodnje 3, zgornje 3 združi, sprocesira in potem tako, če bi videli svetlobo, po moje bi bilo to noro, ne, Barbara? Ja, To bi bila vse taka v lučkah. eksplozija, vse v lučkah. Eksplozija, to bi bilo toliko lučk in to bi bila taka novoletna jelka, kot je ni bilo. Ja. Res, ples lučk. To sem imela izkušnjo, sem videla v meditaciji pri Joe Dispenzi, ko smo delali, ker nas je bilo 2000, ne, v prostoru in to je energija. In sem res videla, ne, sebe kot novoletno jelko, samo v lučkah. In to pravzaprav mi delamo na svoj način, a ne, ko aktiviramo. In mene je res tako všeč, zato ker v celoto spravljamo celo telo, ker naše telo je celo vredno, ne da en del odrivamo stran, ne? In samo nekaj časa smo govorili, kako je glava pomembna, pa smo ugotovili, da ni samo glava, ne? Tudi srce mora biti. In potem še maternica, ne? Kaj pomeni vse maternica, ne? Kaj je tam not, kakšna energija, kakšna antena je to, a ne? In moč, ki je bila do zdaj bolj za rojevanje, a ne? Ampak bolj, ko ozaveščamo, sploh ženske, kaj to je, noro. Ja. Kakšno... Res Ja. sem tako vesela, da smo prišli do te točke na Zemlji, da v bistvu imamo dostop do teh vseh mogočih znanj,
ker so res posebna. No. Sploh to maternica, magične kretnje, to, kar jaz učim, kar vam bom jaz pokazala in vas naučila. Ženska enostavno začne drugače na sebe gledati in vse te energije, ki so znotraj nas, ne, znotraj ženske maternice, vse to se lahko prečisti, se lahko postavi na mesto. Maternica je v bistvu hranilnik naše energije, torej ženska je posebna zato, ker ima maternico. In maternica je v telesu, kar pomeni, da drugače ženske zaznavamo energije kot moški. In zato tudi mi lahko rojevamo otroke in ponavadi imamo več energije kot moški, a ne? Včasih je to malo zoprno, ker mislimo, joj, kako ne moreš tega narediti, pa jaz bi lahko vse to troje naenkrat naredila, a ne? Ampak enostavno je treba to sprejeti, da ja, to je zaradi naše maternice, naša energijska vreča je toliko bolj polna. Medtem pa na drugi strani seveda je pa potrebno moške sprejeti takšni, kot so, ker oni imajo pa druge kvalitete. No, ampak danes ne bomo šli v te kvalitete, boste pa zagotovo, ko boste začutili svojo maternico, ko boste sprostili napetosti, ker mi ženske znamo biti zelo napete in to je ponavadi se dogaja na področju maternice. In ko bomo sprostile in pozdravile in očistile, boste lahko res začutili to svetlobo, to luč v maternici in seveda bo vsaka doživela to na drugačen način, zato ker smo vsi različne in imamo različno osebno zgodovino tudi za sabo, imamo različne izkušnje, a ne? Nekatere ste lahko mogoče tudi zelo bile traumatizirane in tudi zato je nujno, a ne, Barbara, da se maternice osvobodijo, ker ženske smo bile veliko let traumatizirane strani določenih ali inštitucij ali kakorkoli, nima veze. Ne bomo zdaj tega poudarjali, ampak poudarjamo pa to, da lahko ženska svojo maternico osvobodi in se v bistvu aktivira to svojo moč, ki je tako, kot je že Barbara rekla, ni samo za rojevanje, ampak je za magijo dobesedno, če bi lahko rekla tako, no. Saj ne vem, upam, da ne vzamete to na tak način čuden, te črne magije, bele magije, ampak je magično orodje, no, tako, maternica. Ja, krasno, krasno si povedala. Ja, in ob tem mi je prišlo na misel, se pravi, ženske, ki imajo bolečine ob menstruacijah, ne, se pravi, to je verjetno ta tenzija na tem področju tudi, ne? Sicer verjetno več stvari, ampak ena izmed teh. Ja. Ena izmed teh je tudi to, ja, zato pravijo, da bi se ženska mogla takrat umakniti, ne, zdaj danes tista, ki lahko si to privošči, se pač umakne v tistem času, ampak ženska zna biti napeta recimo tudi po spolnem odnosu, ker se izmenjuje energija in potem avtomatsko ženska prejme moško energijo, moški prejme žensko energijo in znam imeti napetost prav na področju spolne čakre in s tem namenom se je treba potem tudi čistiti oziroma vračati energijo, a ne? Tako da tudi te teme se bomo dotaknili, spolnosti, zakaj se je treba očistiti, kaj se dogaja z nami ob tem, a ne? In tudi z moškim, a ne? Tako da bomo videli obe plati. In ja, fajn je vedeti, kako si pomagati, a ne? Da nismo samo zoprne pa sitne čarovnice, pa a ne vem kaj vse, ampak da lahko sprocesiramo to energijo. Če pa seveda smo napete pred menstruacijo, pa se rajši umaknemo, kakor da se recimo preveč, da recimo preveč delamo ali pa kaj ni to dobro takrat, a ne, je bolj, da bi telo bolj počivalo. Se pravi, Leticia, v bistvu vabljene na to delavnico tudi je primerno tudi za ženske, ki, ne vem, so imele spolno zlorabo nekje toliko časa nazaj, ne, in potem ne veš, kaj je narobe, ne, s tabo zdaj, ker ne povezuješ več, ne, ali lahko je čisto fizično nekaj, lahko je v odnosih, lahko je kjerkoli, ne, se pravi, ko mi začnemo to delati in odpirati, ne, in se povezovati, verjetno tudi to se spušča, ne, ker določeni organi, če je posoda, ne, se spravlja not, ne. Tako, spravlja in je tudi napeto vse. Lani sem imela delavnico prav za maternice in je ena ženska tako lepo povedala, da ko smo delali to tehniko, ki jo bomo tudi tukaj na tej delavnici z belo kroglico, da je svetloba
zapolnila vse luknje v maternici, se pravi, v njeni maternici je zacelila in zapolnila vse te luknje, ki jih je imela od različnih travm, a ne. Mm. Bilo res tako, wow, mislim, ker to slišiš, a ne, kaj se dogaja, tudi, vse se je tudi drugim dogajalo, no, ampak hočem reči, ja, seveda zacelimo in okrepimo maternico, ta energijsko posodo okrepimo, ne. Ker Ja. ženske znamo biti kar mal včasih pasivne in zato se Mhm. pol, a ne, naslanjamo na moške, pa prelagamo neke stvari, ampak tukaj pa ne, tukaj bomo šli v svoj steber in bomo mi stale za svojimi besedami in svojimi dejanji, a ne. In Ja. to nam pa zelo pomaga pri tem, pri tej, bom rekla, samozavesti, močna in fokusirana maternica. Mhm. Super, evo. Ja, in v bistvu ne, skozi razne travme, ne, kar se nam je dogajalo, ker travma se je lahko zapisala čist kot nek navaden dogodek, pa smo mi tako doživeli kot travmo takrat, ali kot otroci, ali karkoli, ne, že ko smo prišli, ko smo se rodili, ne, vse tiste luči in tako naprej. In se potem zapiše nekako v nas, tudi se zasidra ta vzorec, nisem vredna, ne. Jaz pravim, da imela sem enkrat meditacijo, ker mi je bilo pokazano, da že ko mi priletimo skozi vse plasti zemlje, prejmemo tisti vzorec, hočeš nočeš. Jaz temu pravim usadek, ne. Prideš not, ne, greš skozi in prejmeš. Ne vem, ali kdo gre skozi brez, to ne vem, ampak vem, da večina pa imamo spodaj tole. Zdaj, na tej delavnici, bom rekla, imamo to čast, da lahko po ne vem vseh teh stoletjih življenj in tisočletjih spuščamo tudi to, ampak zares spuščamo, ker do zdaj je nekako zmeri ostalo spodaj, čeprav je izgledalo, da je šlo, pa se je nam lahko življenje spremenilo do določene točke, zdaj pa je res. Se pravi, mi na delavnici ne moramo vsega naenkrat podelati, ne? Ampak mi bomo to zdaj odprli in aktivirali, in ko bo energija prisotna, se bo sama začela gibati in v celotnem 2025 začela delati z nami vsemi, in odpirati te stvari. Tako. A ne? Ker Postavljale, ja. Postavljale tako, se bomo, ne, na novo. Res bo ja, ker ožičile na lepo. novo. Ožičile, ja, ožičile, ta beseda mi je všeč. Ja. 2025 je obilje v smislu, da prihaja na način, ki ga mogoče nismo navajeni niti sprejemati, ker ga je lahko zelo, ampak če ga pa ne vidiš, pa gre mimo, ga bojo sprejeli, ga bojo tisti, ki bojo to videli in se bojo začele spremembe. Bojo, tako ali drugače bomo videli, ampak za nas, a ne, je pa pomembno, če jaz nimam več, ali pa je skozi manjši ta usadek, bom rekla, da se topi znotraj mene, nisem vredna, potem pa to pomeni, jaz lahko sprejmem, ne. Spet postanem bolj prazna posoda, zato lahko sprejmem in sprejemam. Tako, tako. Zelo pomembno za nas ženske, ker mi smo dajalke in mi moramo nujno uravnotežiti dajanje pa sprejemanje. In to sprejemanje se mi zdi, jaz se še vedno učim, še vedno nisem tam, ampak sem pa zelo na poti in že zelo blizu tega tistega popolnega sprejemanja, ne, na eni strani dajanja in sprejemanja in to, Ja. ko gre tukaj za obilje vsega, nima veze, idej, denarja, ljubezni, partnerstev in tako naprej, a ne, je Ja. ful to pomembno, ker to so pomembne stvari v naših življenjih, a ne. Recimo, ne vem, jaz sem pred 20 leti, ko sem začela delati na sebi, se mi je zdelo, da je bilo vse, ja, duhovni svet, duhovno, a ne, ampak kaj pa materialno? Jaz sem se v enem trenutku znašla, Leticija, ti nimaš materialnih stvari poštimanih, daj, uporabi zdaj to, ne, se pravi to povezavo, ne, ker ni dovolj samo, da ti meditiraš in da hodiš na delavnice. Ne. Ti moraš to spraviti v prakso in tukaj je res idealna priložnost, zdaj, ko bomo spravljali to v prakso, ko bomo delali tehnike, meditacije in ko se bomo povezovali, boste potem to lahko uporabljali. In tudi mi z Barbaro bova tukaj za vas in bova pripravili en prostor, kjer se bomo dobivali oziroma ne veva še kako, ampak bova že videli, bova že dobila idejo, v glavnem, da imate podporo, ker to ni zdaj samo enkratna delavnica in to je to.
mi vsi rabimo podporo, rabimo 100-krat slišati kakšne stvari. In ja, tukaj bova za vas, da boste lahko sprocesirali v letu 2025 vse tisto, kar je potrebno in na en tak srčen način. Ker, Barbara, zdaj govoriva res o maternici zelo veliko, ampak srce, a veste, pa ves čas dela. V tem procesu je, ko se srce je tako že aktivirano, ampak ko srce bomo me aktivirali, to bo skozi delo potem, ne? To ni zdaj, da se pol zapre, pa zdaj pa konc, končamo Ja, delavnico, ne? ne, Dejansko boste šle ožičene in napolnjene s temi pikcami svetlobnimi, a ne, in boste šle potem v življenje naprej. ja, točno to. In prenesle v svoje družine, otroke, starše, sorodnike, sodelavce, no vse, ne? In to je tisto najlepše, ker potem, ko enkrat energija teče, se enostavno aktivira tudi v drugih. Je dosti bolj enostavno, ne? Tako da, ja, tiste, ki boste poklicane, pomeni, ti prinašaš, ne? Ker vsaka duša ima drugo nalogo in so skupine duš, ki delajo nekaj, ne? In zopet tisti, ki prenašamo dol, da se pol lahko širi naprej, ne? In drugi, ki širijo. Ja, tako, seveda. In tudi recimo, no, mogoče, če se zdaj dotaknemo še teh bolj materialnih stvari, večja, ko je skupina, več tudi vsi dobimo od tega, ker se naše energije multiplicirajo, ne. Če nas je 10, je to energija na 100 potenco, ne, ali pa na 1000 potenco, ne. Recimo, če si sam vemo, kako je, pač se dogaja, ampak ne tako intenzivno. Ko smo pa v skupini, to je pa potem res en tak val in se v bistvu vsem nam dogaja, ne. Tudi nama, ki vodiva, in vam, ki boste prišli na to delavnico. In druga stvar je, bomo rekli, tudi pomembna, prehrana, a ne, nam bo Ja. skuhala ena krasna punca, nam bo skuhala kosilo, tako da kar se tiče hrane, pijače, za vse je poskrbljeno, res ne rabite nič razmišljati, tudi za brezglutenske stvari in seveda je vegetarijansko, a ne. Ja, ja, tako. Ker, ja, okusno, priporočeno je bilo, strani Sare tudi, a ne? In da je zelo, zelo okusno, tako da jaz močno, močno verjamem in to je tudi ta srčna hrana, ki jo rabimo za podporo na taki delavnici, a ne? Tako da jaz se, ko mi čakam, se veselim tudi tega dela. Kosila, najbolj se veselim kosila. Ja, ja, tako da je cel komplet, a ne? In pa to je res pomembno, da se potem res naprej, potem v 2025, kakor bo pač potreba potem, podpiramo. Tako. Ena drugo, ne? Ker to je pa ena izmed tistih tako prijetnih in dobrih stvari, ki jaz sem tako vesela, ko se taki krogi odpirajo zdaj, ne? Da ne znam povedati. To je bilo moja želja in hrepenenje celo življenje. Tako da zdaj pa je resnica in sem tako srečna, da sem lahko v teh časih tukaj, da sem priča temu in da je to skušam lahko. Ja, ja, jaz sicer nisem bila tako kot ti, da bi si želela teh skupnosti, jaz sem bila edinka in tako zelo bolj zaprta, ko ne, no. Ampak moram reči, da se zadnje par let pa res odpiram in vidim, koliko enih ran sem skrila, a ne, koliko sem se delala, se jaz to ne rabim, v bistvu veliko časa sem, pa kaj bom jaz to se nekaj povezovala, pa kaj to brez veze, a ne. Ja. Ampak ne, pa zdaj si moje srce, moja duša si želi teh povezav in se mi zdi, da prav ženske zdravimo druga drugo tako, ko se povezujemo in ko se družimo in ko Ja. ustvarjamo take svete prostore, ko ustvarjamo take delavnice, ko ustvarjamo katerokoli skupino, a ne, tako, toliko je pomembno, čeprav vidim, da veliko žensk še tako misli, ma ja, ne vem, če je to zame, pa če sploh bi, ampak punce, ja, ja, res je en del nas. Ženski smo narejene zato, da se družimo. Ženske Ja. smo zdravilke že v osnovi in ženske imamo toliko enega potencijala krasnega, da si sploh ne moreš misliti, in ko smo pa v družbi, v skupini, v taki podporni skupini, se pa to lahko res potem izrazimo, a ne? In to je pa tisto, kar je najlepše, ne, da si sprejeta, ne glede na to, kaj poveš, kaj si, kaj nisi in Mhm. samo to, samo srce, ja, sprejemamo te
krasna si in gremo Ja. naprej. In zdaj december je tisti čudoviti čas, a ne, ko se nam srce že tako ali tako odpira. A ne, če ne prej, pa v decembru, ne, ko pride tisti čas, seveda imamo različne izkušnje z decembrom, ampak večina, ne, tako, ko pride tisti čas in se je tako toplo tukaj pri srcu in so darilca in rad ustvarjaš ta darilca, daruješ, rad prijemaš in si unmo pričakovan kot otročički, a ne. Srca se odpirajo. Enkrat, toliko veliko let nazaj, je ena zdravilka mi rekla, decembra če ti energijsko vidiš srca ljudi, je rekel, to je vse odprt, a ne? In za Božič in za novo leto, Silvestrovo sploh, a ne? Ko vsi pričakujemo, ko je tisti višek potem, ne? Takrat, če ti to vidiš, te lučke, je rekel, to vse sveti. Tako da to je toliko lepo in zakaj ne bi, ne? Prenesli še na druge mesece vse tole zdaj. V bistvu zdaj bo treba. Ja, tako bo treba, da smo kar primorani po eni strani nastale naša zemlja oziroma časi, ki so, ne, nas kar malo silijo v to, kar je super, če ne bi nikoli verjetno. Moram pa reči, da ti danes lepo svetiš, na tvojem srcu imaš prav svetlobo. Tako da. Ja, zelo lepo. Ja. Kot smrekca. Smrekca, ja, kot neka smrekca, ja, evo, se tako odpiraš. Ja. Krasno. No, drage dame, drage ženske, drage sokreatorke, a ne, Barbara, vse smo zdravilke, sestre, mame, prijateljice, sosede. Srčno vabljene na najin dogodek, ki bo 21. decembra ob 9. uri, trajal bo do 6. popoldan. Imele bomo krasne obrede, lepe tehnike, povezovali vse 3 centre, kot smo že povedali, in se bomo imele zelo, zelo lepo. Splača se vam vložiti vase, a ne, Barbara? V bistvu je za vašo dušo, za našo dušo in za vse te lepe stvari, ki še pridejo, da v bistvu pripravimo prostor za novo, in tudi naložimo to novo že na tej delavnici. Zdaj, tako. December je čudovit čas, vedno za pripravo na novo celotno leto. In jaz delam tole že, res veliko let in tako prijetno presenečena pol, ne. To pa, kar je zdaj, je pa sploh, ne. Ampak vabiva tudi v nedeljo 22. potem, ne, na Zoom varianto, za vse tiste, ki ne morete v živo, ne, čeprav vas bi raje objele, ne, v živo, ampak če ne bo pač virtualni objem, nedelja 22. 12. kjer bomo isti program naredile na tak način, ne, kar je tudi zelo zanimivo, ne, zelo zanimiva varianta, kako nismo vezani na prostor in čas. Ja, res je, tako. Ja. Lahko se potem res vsakdo pridruži, a ne, oziroma tudi ženska iz Anglije ali pa ne vem iz kje, recimo, če bi bila kakšna Slovenka v Angliji, ker bo to delavnica v slovenščini, potem pa morda kaj nadgradiva, a ne? Seveda, absolutno. Ja, tako da lepo vabljene, midve so pripravljene, še vedno procesira vse, kar pride, sproti se odpirava nove lučke, tudi zato, da bova tam za vas, da lahko potem začnete ta celoten proces. In ko rečete sebi ja, ne, se začne vse lepo sestavljati. Tako. In sebi je večkrat treba reči ja. Jaz si to konstantno ponavljam. Ja, življenje, ja, življenju, ja, obilju, ja, ljubezni, ja. Ja, vsemu dobremu, ne samo trpljenju, ne. Ampak tudi dobremu in lepemu in temu se zdaj maksimalno odpiramo. Tako. In pravi čas je. Vse informacije imate spodaj v komentarjih, kjerkoli že ta video je, tako da si lahko pogledate celoten plan delavnice, kako poteka, kje je in tako naprej. Smo pa na Vrhniki, no, da vam to povemo, in seveda na solstici, na zimski solstici, ker so takrat res močne in mogočne energije in nas bodo podprle, a ne? Ja, ne bi mogle izbrati boljšega časa. Tako.
Ne. Ne? Pa čeprav nismo vedeli na začetku, okay, kater dan točno je, ne? Samo da je močan portal, ampak ne, da je to potem solstici, ne? Sem pol pomislila, joj, super, ne? Kako nas vse podpira. Tako da, ja. Tako, tako. Tako da, evo, to je to, Barbara, zdaj se še kaj pozabili, nisva. Vse so. Mislim, da smo vse povedali, če Ja, bi bilo kakšnokoli vprašanje, pa naj jo lahko kontaktirajo, a ne. tako imate tudi najne maile, tako da hvala vam ful za pozornost, hvala Barbara za vso razlago in za tole druženje, meni je bilo ful lepo, no, tako sem se prav. Ja, hvala tebi, Leticija, tudi. In da si del vsega tega, da si ta lučka. Ja, hvala tudi ti, da si me Ja. povabila zraven. Se vidimo punce 21. ali 22. Čau! Ja, Čau, 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 čau. čau.